V lanskem in letošnjem letu je Ford kompletno prenovil svojo paleto lahkih gospodarskih vozil. Prenovil morda niti ni prava beseda, ker so vsa vozila prišla ven v novih generacijah. Najprej lani tale Tourneo Custom, letos pa je nov največji Transit, no za tiste, ki potrebujete manjše družinske avtomobile, sta nova Tourneo Courier, tisti najmanjši, in tale Ford Tourneo Connect. Nekateri mu pravijo kar T-Max, ampak tale ni Max, ker takšnega Connecta lahko dobite tudi v različici Grand in kvečemu tisti bi bil Max. Je pa tale dolg samo 4,4 metra, kar pomeni, da je tekmec Kanguju, Cadiju in ostalim predstavnikom. Ampak je od njih boljši, se pravi, se pozna, da je čisto nov. Najprej pri obliki. Če je večina teh vozil malce dolgočasna, tale ni. Že zunanjost je zelo zanimiva, potem pa še ta barva in prav takšno priporočam, da malo poživi naše ceste. In ti plastični dodatki potem pomagajo, da je celostna podoba hudo atraktivna. Vsaj meni. Znotraj sem pričakoval, da se bodo dostavniške korenine vseeno poznale, ker tole je dejansko potniška izvedenka dostavnega Transita Connect, pa se ne. Okej, kakšen kos plastike je res da bolj trd, ampak me to sploh ne moti. Položaj za volanom je namreč brezhiben, preglednost ravno tako in tudi prostora je veliko. To pa je itak najbolj pomembno. V bistvu me moti le to, da je osrednji del armaturne plošče točno tak kot v vseh Fordih že vsa ta leta, pa bi bil lahko nov. Torej prostor. Uporabnost povečujejo drsna vrata na boku, ki jih hvalim zaradi lahkotnosti odpiranja in zapiranja. Lahko jih pohvalim še zaradi skrivanja običajnega stekla, pri kakšnem Cadiju se ga sploh ne da odpreti, tole pa gre fino dol. Tudi odlagališč, večjih in manjših, je dovolj dobro, kakšno bi se lahko skrivalo še v teh sprednjih sedežih in zadnja klop bi bila lahko vzdolžno pomična, to pa je to. A ja, in spodnji del teh ogledal ne stavljiv, ker sam nanj ne vidim ničesar. Prostora vam bo kvečemu zmanjkalo v prtljažniku in zato ima Ford sploh v ponudbi različico Grand, no sicer pa je tudi ta oglad in zelo uporaben, samo ta polica je občasno povzročala nekaj nejevolje in bi jo takoj zamenjal za običajen rolo in za dve zanki tule zgoraj, za kateri bi lahko razpel mrežo. Pri motorju imam deljeno mnenje. Seveda je tale najmočnejši z 92 kW najbrž najbolj smotrna izbira. Seveda s tem avtom ne bo nihče vozil hitro in verjetno je dovolj zmogljiv. Ampak mu vseeno občasno manjka nekaj moči. Na dopustu smo od tega turneja oborožili še s strešnim kovčkom. Ja, žena je šla z menoj in smo potrebovali prostor in povem vam, da sem večkrat hotel malo več moči. Sicer pa je porabil dobrih 7 litrov, ker je za tako velik avto oborožen s kopico opreme čisto super. Mimogrede, tile integrirani prečni in vzdolžni nosilci, ki jih ponuja Tourneo Connect, so zakon. To bi moral imeti vsak tak družinski avtomobil. Vedno jih pa lahko snamete, če jih ne potrebujete, ker vseeno je malce bolj glasno z njimi. Potem pa še cena. Ker je tole Ford, je cena v mejah normale. Tale najbolje opremljeni in dejansko najbolje motorizirani Tourneo Connect pride s popustom malce manj kot 24 000 evrov. Za povprečno družino morda preveč, ampak je seveda lahko tudi cenejši. Samo potem ne bo tako kul. In verjemite, če to pride iz mojih ust, je velika pohvala. Te vrste avti še zdaleč niso med mojimi najljubšimi, kljub temu, da imam družino. Vedno bi raje izbral Fiesta ST in šel pač na morje nekam, kjer že imajo vso to kramo, ki smo jo mi vlekli s sabo. Ni vedno dovolj samo prvo ali drugo mnenje, če vprašate mene. Zato je Anže vprašal še za tretje, tistega, zaradi katerih sploh kupujemo takšne avtomobile. Volanovci se v testih vedno znova poskušamo do potankosti lotiti posameznega avtomobila, vam dejansko svetovati, kakšen je za vas primernejši, kakšne so razlike med avtomobili, ampak zlasti pri takšnih, pri enoprostornikih se mi zdi, da bi bilo treba vprašati nekoga drugega. Tistega, zaradi katerega sploh kupujemo takšne avtomobile. Družine oziroma otroke. Grem po enega. A je v redu ta Ford? Ja, je. Tole se ti zdi dober družinski avto? Ja, ampak on je najboljši, a ne Transit. A Transit je še boljši? Ja, sam ta je boljši družinski avto. Ja, ker Transit je kombi, a ne? Ja.
Ta je pa boljši družinski. Ja. Pa mi pa povej, zakaj je en avto sploh dober družinski avto? Zato, ker ima toliko sedežev. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sedežev. A je pol Fiesta tudi družinski avto? Nekaj tam ima enega več. Je nima, 5 jih ima tudi Fiesta recimo. Ne, tam ima enega več. Ok, tvojega recimo zdaj le, a ne? Zakaj ti je še všeč ta avto? A ima dosti prostora? Ker ima dosti velike šipe, pa motore lahko odpreva pa zapreva. Tole, misliš takole? A je to v redu? A je to pomembno, da ima recimo družinski avto? Zakaj? Da lahko gor pogledaš, če je kakšen ptiček. Ali pa kakšna črta, kako ne vidiš dosti. Moraš bolj gor pogledati. Kaj imaš rajša? Da lahko to zapreš kar. Sonce, ne preveč. A je boljš, da ima avto velike te stranske šipe, ali je bolj pomembno, da ima to šipo tle na vrh gor? Da ima to gor šipo. A ti rabiš veliko prostora? Ja. A samo tle na sedežu ali še kje drugje? Na sedežu pa takole, da bi bil kakšen prostorček tle na vrati. Se je, a ni? Ampak tu za meni takle. Jaz bi rabil še tle gor enega. Ok. Lahko malo. Ampak, če se ne motim, imaš tamle mizico tlele zadaj. Tudi, ko to lahko sam meni, če kulturiš, pa to. Pa eno pijačko. Ja. No, ampak, a mora biti tudi prtljažnik velik, če je avto družinski? Ja. Zakaj? Da lahko ti svoj kolo, pa poganjavčka, pa vso robo daš noter ali zato? Ja. Bi mogel imeti kaj tranzita že za to, a ne? Ja, sej robe imaš res velik. Sam tranzit je kombi, a ne? Pač samo 3 lahko sedijo, tle nas je pa lahko 5. A veš kaj pa meni všeč na tem avtu? Kaj? Da me ne moreš brcati v sedež, ker sediš toliko bolj nazaj. A ja, vse me lahko. Ok, kar nekaj, da ne bova čisto polomila. Ok, kaj pa drsna vrata? Ja ali ne? Ja. Zakaj? Zato, ko se bolj lepo ravno zaprejo. A ima dosti močen motor ta avto? To. Sam, da se premika avto, a ne? No, zdaj veste vse, vam je razložil 3-letnik. Ja. A greva zdaj v trgovino po avtoček? Ok.